A imaš to jopo s tkano ali spleteno? Tole je tkano. Kaj pa je tkanje? Tkanje je posebna tehnika prepletanja niti. Me zanima pa v bistvu, na katerih napravah pa tkejo? Naprava, na kateri tkejo, se imenuje statve. In tudi tole so ene od teh statu. A to so tudi statve, ker drugače sem si predstavljala, da so take ležeče. Tole je imitacija statu iz dobe koliščarjev, pokončne statve. Statve imamo različne, ležeče, pokončne tudi za različne vzorce, ampak tole so res take zelo preproste statve. A boš pokazala še, kako to? Ja, seveda. Imamo, če pogledamo, statve so iz lesa, ampak na tem lesu so napete niti. In pri vsakem tkanju imamo osnovno nit. Tole je tale osnovna nit. Potem imamo pa tole stvar, ki se imenuje, uganeš kako? Čolniček. Res je, kot čolniček na vodi. Ima tudi drugo ime, pri nas se uporablja tudi vodek in na tem čolničku, vodku, imamo tako imenovane vodkovne niti. Se pravi, pri tkanju imamo osnovno nit in vodkovno nit. In te niti moramo samo preplesti. In že tole, ki imamo takole postavljene tele niti, lahko platno vezavo delamo. Platno vezava je pa zelo preprosta, namreč čolniček zapeljem skozi tele nitke in sicer prvo dvignem, drugo dol, gor, dol. Tak slalom vozim med nitkami, čolniček med nitkami lepo zapluje, čolniček potegnem, le kaj se dogaja s to nitjo zadaj. A vidiš, kako gre ta nit za čolničkom? In ta nit, pa imam naslednjo vrstico narejeno. Pa verjetno se potem to še malo skupaj tudi... Seveda, tkanino želimo imeti mi bolj gosto, zato se da to bolj skupaj, zato da preveč razpona med nitmi pomeni nitok. Če hočeš pa gosto tkano, tole je kar gosto tkano, da lahko stoji. Ko imamo pa tkanino narejeno, kaj rabimo? Rabimo še škarjice, da urežemo, skrojimo in sešijemo. In dobimo lahko tudi kakšno takole tkanino. Ker v današnjem času pač tudi ljudje ne ločijo, kaj je pravzaprav pletenje, tkanje in polstenje, te faze, te postopke ponavadi slabše ločijo. Pa me zanima, če se da še iz česa drugega tkati? Tke se lahko iz vseh sorta materialov, ampak kakšna je razlika med tkanjem in pa pletenjem ali pa tkanino in pletenino? Zelo preprosta, sicer moderni materiali omogočajo še kaj drugega, ampak najbolj preprosta zadeva je, tkanine nikoli ne moremo raztegniti. Pletenine, kot je recimo tale moja pulover spodaj, pa vidiš, da se lahko raztegne. Se pravi, tole je pletenina, tole je tkanina. A uganeš, iz česa so narejene kavbojke, pletenina ali tkanina? Tkanina? A uganeš, kaj je tole? Ja, tole bi rekla, da so živalska vlakna in ker so taka daljša, bi sigurno rekla, da je to od konja. Konj, tako. In iz katerega dela konja pa? Ja, verjetno repa, griva bi bila mogoče malo krajša. Ampak zakaj si mi zdaj to dala pravzaprav? Zato, ker smo na tekstilnem oddelku, in če verjameš ali pa ne, tudi konjsko žimo so včasih uporabljali pri tkanju, neki so delali. Uganeš kaj? Kaj bi se iz te žime dal delati? Fino tkanino. Res je bilo, fino tkanino. Posebej sitarji so bili tisti, ki so iz tega konjske žime izdelovali mrežico za sita. Danes imajo sita za moko. Za fino prase. Tako, ja. So plastična, kovinska, včasih tega ni bilo in so mrežice delali iz telih konjskih dlak, iz konjskega repa. A misliš, da bi lahko tudi iz mojih las, recimo, lahko pine? Morda malo daljše, če pustiš, pa odrežemo.